Živijo v novem vlogu, danes gremo v mesto Mardin. Ja, samo vodo moramo še nafilati, do tja imamo pa dosti malo. Mardin je staro mesto zgrajeno v spetini blizu reke Tigris, zato nam ponuja lep pogled na Mezopotamsko nižino. Staro mestno jedro je pod UNESCO zaščito, ki prepoveduje gradnjo novih stavb, zaradi česar se med sprehodom po ozkih ulicah res počutimo, kot da smo potovali nazaj v čas. Smo si ogledali tole mesto Mardin in moram priznati, da nam je bilo kar všeč. Čeprav ponavadi po naravi lutava kot po mestih, pa to tudi še ne drži glih, zato ker te njihovi bazarji, ko so slaščice in dobre stvari za jest, so res neverjetne. No? Ne moreš se tega naveličati. Na bazarju res prodajajo svašta, tako da bi lahko tam preživel par ur. Zdaj smo pa že na poti naprej, danes imamo še kar dolgo, moramo skoraj 200 km prevoziti. V bistvu zato, ker zdaj naslednjih 200 km je praktično skozi ob sirski meji in ceste skozi naravnost, tako da bo verjetno tak dolgočasen del, tudi nič ni za videti vmes, tako da sva rekla, da bo to najboljše, da kar v enem kosu prevozimo, pa da pustimo za sabo ta dolgočasen del poti. Včeraj smo prespali tukajle, sem smo prišli že v bistvu po noč oziroma že v zelo mraku, praktično je bila že tema. No. Hoteli smo prespati tamle na unalem hribčku, ker je lepo izgledalo daleč, ampak sva pol, ko sva tja prišla, ugotovila, da je to v sredini ene vasi. In že takoj, ko sva tja prišla, so otroci prelaufali, sicer niso glih pač prosili denarja, ampak sem jim bila ful zanimiva, tako da tam res ne bi imela miru. Poleg tega pač ja, v sredini vasi je bilo, tako da verjetno še kakšna mošeja tam. Tako da so pol se rajš malo stran odpeljala, na koncu smo v temi praktično najdla tole, ni glih nekaj lepo ob cesti je, sicer smo tlele parkirani zraven polja bombaža, ki je že več ali manj obran, ampak ja, se je zanimiv, sam tale cesta je malo glasna. Čeprav po noči je bilo kar v redu, ker ni bilo avtomobilov praktično, razen enega manjšega incidenta, ob enih zjutraj se je en avto ustavil tukaj in po trobu,
In sem jaz prišel ven, sem mislil, da bo policija in da bo hotel videti dokumente, ker so pač, mislim, da je 20 km stran od sirijske meje in je takih kontrol tle kar veliko. Ampak ni bila policija, bila sta dva domačina, ki jo je sam zanimalo, če je vse v redu, pa če bo midva tukaj prespala. Tako da te Turki so prijazni, ampak včasih znajo biti že zelo preveč prijazni, ker da ob enih zjutraj enega zbudiš, zato da se pozanimaš, če bo on tukaj prespal. Ne vem, nama je bilo malo čuden, sva se v bistvu kar malo čuden počutila, ker sva malo špekulirala, kaj če zdaj so se oni sam pozanimali, če bo midva celo noč tle, pa bojo kasneje prišli. Sam pol, ko sva se zjutraj pogovarjala, sva ugotovila, da je bilo to neumno, najbrž ne bi najprej naju zbudili, pa 2 uri pa kasneje prišli v lom. Tako da, ja, to se je zgodilo, ampak ja, drugače smo pa v redu spali, razen tega. Včeraj smo se drugače peljali tudi kar čez veliko manjših vasi in moram reči, da je tle arhitektura in življenje že res čisto arabsko. V bistvu kaj veliko nisem mogla posneti, tudi zaradi tega, ker pred hišami povsod sedijo cele družine in igrajo se otroci, ampak je vse tudi zelo revno, tako sedijo na tleh, hiše so napolne izdelane z ravnimi strehami, moški so v tistih belih oblekah, v njih haljah, s turbani tudi eni, tako da je res vse že čisto arabsko in je bilo kar zanimivo, ampak kaj veliko pa res nisem mogla posneti. Ja, zdaj se pa že naprej peljava proti vasi Haran. V bistvu ta vas je znana predvsem zato, ker ima take hiše iz opek in nimajo nič lesa in niti streha, vse je opečnato in zgleda v bistvu, kaj reče se jim beehive houses, tako da zgleda kot en čebelja hiša. Tako da ja, to bomo se šli pogledati, ne vemo sicer, če bomo dejansko pogledali, ker so brala zelo veliko komentarjev in izkušenj drugih popotnikov, da so tam domačini zelo vsiljivi in da se niso niti varno počutili, ker pač toliko želijo denar, sicer ti zelo ponujajo po precenjenih cenah, ti ponujajo oglede mesta vodene, ampak ki jih zavrneš, ratajo pa je kar zelo nesramni in agresivni in vsiljivi, tako da ne vem, bojo še vidno, če bo sploh si lahko pogledala to. Ja, pisali so, da je to edini plac v Turčiji, kjer so bili takšni domačini in tudi te vsiljivi otroci, ki jih je drugače tukaj na vzhodu tudi kar veliko. Tako da ja, bojo videla, bojo sploh lahko se ustavila, ne. Haran je majhno mestece 20 km severno od turško-sirske meje. Zametki mesta segajo v 3. tisočletje pred našim štetjem. Mesto pa ni znano le zaradi bogate in dolge zgodovine, ampak predvsem zaradi opečnatih hiš v obliki čebeljih panjev. Zaradi pomanjkanja lesa na tem območju so hiše gradili v celoti iz opeke. Da bi bilo v vročih poletnih dneh čim bolj hladno, so jih gradili brez ali pa z zelo majhnimi okni. V Haranu so bile čebelje hiše naseljene do približno 30 let nazaj, ko so se domačini začeli ukvarjati s pridelavo bombaža. To jim je omogočilo izgradnjo modernih hiš, tako da danes tradicionalno življenje v čebeljih hišah živita le še 2 družini. Tele hiše
točke so bile res ful zanimive. V bistvu po mojem najbolj zanimiva stvar na tem potovanju ali pa celo na vseh potovanjih do zdaj. Meni so bile res ful lepe. Zunaj so zanimive, noč so pa zanimive in lepe, ker so lepo okrašene z vsemi tistimi tepihi in ful barvaste in ful zanimivo. Ja, res me ni žal, da smo sem prišla. Kljub temu, da smo prebrala slabe komentarje. Sicer res tudi najo so tako otroci oblegali in so fehtali in se obešali po kemperju, tako da so se mogli kar malo tepst. Pa tudi tega človeka, ki ima to v tej hiški čez, so tako vprašala, koliko je vstop in je rekel, da je zastonj, da ni problema. Pa, ko so se ogledala, je pa začel, da v bistvu njemu ponavadi dajo napitnino in sem jaz vprašala, koliko pa dajo, pa reče, da ponavadi 100. Pol sem midva ugotovila, da gotovine sicer malo, ampak se nama je zdelo neumno, da pač reče zdaj za 100, pa kar to hoče zaračunati, ker pol je on vmes, ko sem jaz iskal denarja, že dvignil ceno na 200, se pravi 100 na osebo, da je on tako mislil. Na koncu sva mu dala 50 in je tudi njih 50 vzel, ker sva rekla, da več denarja nima, da ima samo še kartico. Ampak ja, če bi tam napisal ono stopnina 100 lir, bi brez problema dala 100 lir na osebo, tako se nam zdi pa malo nategovanje, tako da zato sem mu pol tudi manj dala. Pa s tem, da je bilo res kar veliko avtobusov, turistov, tako da kar veliko zasluž verjeten. Ampak ja, je bil vsem ful prijazen, vsi so bili prijazni, tudi otroci so na cesti, ko so se belala mahali. Nama je pa drugače oziroma meni je ta lastnik tudi povedal, da drugače, če bi mene kupili od Roka, bi stala 1 milijon lir, ampak zato, ker sem blond, pa imam svetle oči, sem več vredna, tako da sem vredna 2 milijona lir, 50 kamel, pa 1/4 vozila. Tako da. Še 3 rabam, pa dobim nov avto. Ja. Smo si ogledali tole mesto in smo zdaj na poti že naprej. Bilo nam je spet všeč, zato ker seveda je spet bil en velik bazar, kjer smo se zgubljali po onih malih uličicah. Je bil pa malo drugačen od drugih, zaradi tega, ker je še veliko teh rokodelcev, ki tam delajo razne stvari in jih popravljajo, razni tesarji, kovači, električarji. Tako, ful jih je zanimivo videti, no. Pri nas je to že pač stvar preteklosti. Tako da, ja, ker nama je bilo zato, ker
všeč tole mesto. Ja, ampak vseeno se zdaj že naprej ven peljemo, ker ne bi preživeli še ene noči v mestu. Tako da zdaj se bomo obrnili spet malo bolj na sever, ker gremo na en hrib verjetno, kjer so neke stare grobnice. To bo v naslednjih dneh prišlo, ker je do tja še kar nekaj, ampak ja, danes se bomo v tisto smer premaknili, da bomo na malo bolj mirnem spali. Poti naprej, danes gremo do te gore, Nimrud, kjer so tiste grobnice, ki so zdaj govorila, da tam bomo prespali in ne veva še no, bomo šli danes na zahod ali jutri na vzhod tiste grobnice pogledati. To se bomo še odločili, ampak bomo pa tam spali. Smo parkirani na parkirišču te gore, imamo kar lep pogled. Jutri zjutraj imamo pa namen iti do teh kipov oziroma skal ob sončnem vzhodu in upamo, da ne bo preveč mrzlo. Ja, pa da bo lepo vreme. Je pa to za ta vlog, pa se vidimo v naslednjem. Dio.